Poglavitni namen te knjige z naslovom Med majem 68 in novembrom 89 je, da v proučevanje globalnega študentskega gibanja in njegove usode v 80. in 90. letih 20. stoletja poseže z obravnavo vprašanja, kako sta bili teorija in literatura prepleteni s študentskim protestništvom, ki se je zavzemalo za transformacijo tako kapitalističnega prvega sveta, kakor njegove socialistične alternative v tako imenovanem drugem svetu. Zvezek je razdeljen na 5 delov. Prvi del s prispevki Gašparja Mikloša Tamaša, Simona Duringa, Sumana Gupte, Antonije Birnbaum in Zdravka Kobeta obravnava spremembe vlog univerzitetnega prostora, intelektualcev, vodilnih teoretikov in revolucionarnih ideologij v obdobju med poskusom svetovne revolucije leta 68 in restauracijo svetovnega sistema po letu 89. Upor proti državnemu nasilju, imperializmu, kapitalizmu, potrošništvu in meščanski morali je po upadu študentskega gibanja paradoksno privedel tako do novega tipa globalnega kapitalizma, kakor do novih oblik boja proti njemu. Rastko Močnik, Jernej Habjan, Andraž Jež, Ivana Perica, Vladimir Gvozden in Branislav Jakovljevič se v drugem delu posvetijo socialistični in neuvrščeni Jugoslaviji. Tu so si študenti v sporih z vladajočo nomenklaturo zavzemali za avtonomijo in svobodo kot subjekti alternativne politike, kulture in načina življenja. Obenem so vztrajali pri socializmu in proti imperializmu, ki ju partija po njihovem ni dosledno uresničevala. Jugoslavija je bila mednarodno žarišče nove levice, na primer Praksisa okrog, vanjo pa se je že tedaj prikradla tudi nova desnica. Slovenska kulturna in literarna zgodovina 60. let je v središču tretjega dela, v katerem sodelujejo Leo Centrih, Aleš Gabrič, Andrej Tomažin, Irena Novak Popov, Marjan Dovič, Darja Pavlič in Varja Belžalorski Antič. Sredi 60. let je oblast prevzela liberalna frakcija Zveze komunistov, ki je uvedla načela tržnega gospodarstva in popustila nadzor nad inteligenco in književniki. V 80. letih, v obdobju zaostrovanja smrtonosne krize socialistične federacije, so se rodila pluralistična gibanja civilne družbe. Ta pa so zagotovila avtonomijo predvsem kritičnim intelektualcem, ni pa jim uspelo emancipirati delavskega razreda in marginaliziranih skupin. V tem poglavju sledijo obravnave modernističnih in neoavantgardnih tokov, zlasti skupine Oho, ludizma, reizma, strukturalizma in ženske pisave, ki so se pojavili v ozračju študentskega gibanja in se razvijali še v naslednjih desetletjih, tudi v postsocialistični tranziciji. Mnogi med njimi so ujeli stik s svetovnim umetniškim in teoretskim dogajanjem in se začeli uveljavljati mednarodno. Prispevki Leva Krefta, Miška Šuvakoviča, Caitlin Tucker Sorensen, Gašperja Trohe, Branislave Vičar in Alenke Koron v 4. delu opozorijo na prehod od etike užitka k potrošništvu ter od igrivega protikanoničnega pisanja do nacionalističnega programa 80. let, ki so ga zagovarjali slovenski pisatelji, mnogi med njimi nekdanji 68-letniki. Utopično uporniški duh neoavantgarde leta 68 je zamenjal retrogardizem z ambivalenco čezmerne identifikacije z državo. Nekdanji neoavantgardisti, ki so hoteli revolucionirati dramsko gledališče, so v 80-ih stopili v ugledne gledališke institucije. Upodobitve maja 68 v slovenski literaturi kažejo, da je dogodek v primerjavi s Francijo pri nas spodbudil šibek sprotni ali naknadni odziv. 5. del s prispevki Emilijana Alessandronija, Izabele Rakar, Charlesa Sabatosa in Mateja Kolombija predstavlja študije primerov literature teh obdobij iz vzhodne in zahodne Evrope. Z vidika materialistične dialektike se transformacijska prizadevanja neoavantgarde izkažejo za zgolj formalna in estetska.
Medtem ko je zahodno-nemška neoavantgarda 60. let nihala med politizacijo umetnosti in eksperimentom, se je postmoderna poezija zatekla k avantgardnim postopkom, političnost pa le evocirala. Češke in slovaške besedne umetnine v tako imenovani normalizaciji, to je obdobju po zatrtju praške pomladi po leta 1968, so stopale v sodobno svetovno literaturo zaradi medijsko zanimive tematike, to je življenje za železno zaveso. Češki disidenti so se na obnovo režima v 70-ih odzvali s politično pobudo za vzporedno državo civilne družbe. Prvotno pluralistična zamisel paralelne polis se je med postsocialistično tranzicijo razkrojila na več nasprotujočih si vidikov. In za sklep, v monografiji med majem 68 in novembrom 89 smo poskusili razkriti dialektiko kontinuitete in diskontinuitete med obema obdobjema, kakor se kaže z vidikov literature, teorije in svetovnega sistema. Procesi, zgoščeni v letnicah 68 in 89, očitno določajo globalno današnjost, obenem pa nakazujejo, da jo je še vedno mogoče preseči. Najlepša hvala. Po simpoziju. Prosim lepo. Poglavitni namen te knjige z naslovom med majem 68 in novembrom 89 je, da v proučevanje globalnega študentskega gibanja in njegove usode v 80. in 90. letih 20. stoletja poseže z obravnavo vprašanja, kako sta bili teorija in literatura prepleteni s študentskim protestništvom, ki se je zavzemalo za transformacijo tako kapitalističnega prvega sveta, kakor njegove socialistične alternative v tako imenovanem drugem svetu. Zvezek je razdeljen na 5 delov. Prvi del s prispevki Gašparja Mikloša Tamaša, Simona Duringa, Sumana Gupte, Antonije Birnbaum in Zdravka Kobeta obravnava spremembe vlog univerzitetnega prostora, intelektualcev, vodilnih teoretikov in revolucionarnih ideologij v obdobju med poskusom svetovne revolucije leta 68 in restauracijo svetovnega sistema po letu 89. Upor proti državnemu nasilju, imperializmu, kapitalizmu, potrošništvu in meščanski morali je po upadu študentskega gibanja paradoksno privedel tako do novega tipa globalnega kapitalizma, kakor do novih oblik boja proti njemu. Rastko Močnik, Jernej Habjan, Andraž Jež, Ivana Perica, Vladimir Gvozden in Branislav Jakovljevič se v drugem delu posvetijo socialistični in neuvrščeni Jugoslaviji. Tu so si študenti v sporih z vladajočo nomenklaturo zavzemali za avtonomijo in svobodo kot subjekti alternativne politike, kulture in načina življenja. Obenem so vztrajali pri socializmu in proti imperializmu, ki ju partija po njihovem ni dosledno uresničevala. Jugoslavija je bila mednarodno žarišče nove levice, na primer Praksisov krog, vanjo pa se je že tedaj prikradla tudi nova desnica. Slovenska kulturna in literarna zgodovina 60. let je v središču tretjega dela, v katerem sodelujejo Leo Centrih, Aleš Gabrič, Andrej Tomažin, Irena Novak Popov, Marjan Dovič, Darja Pavlič in Varja Belžalorski Antič. Sredi 60. let je oblast prevzela liberalna frakcija Zveze komunistov, ki je uvedla načela tržnega gospodarstva in popustila nadzor nad inteligenco in književniki. V 80. letih, v obdobju zaostrovanja smrtonosne krize socialistične federacije, so se rodila pluralistična gibanja civilne družbe. Ta pa so zagotovila avtonomijo predvsem kritičnim intelektualcem, ni pa jim uspelo emancipirati delavskega razreda in marginaliziranih skupin. V tem poglavju sledijo obravnave modernističnih in neoavantgardnih tokov, zlasti skupine Oho, ludizma, reizma, strukturalizma in ženske pisave,
ki so se pojavili v ozračju študentskega gibanja in se razvijali še v naslednjih desetletjih, tudi v postsocialistični tranziciji. Mnogi med njimi so ujeli stik s svetovnim umetniškim in teoretskim dogajanjem in se začeli uveljavljati mednarodno. Prispevki Leva Krefta, Miška Šuvakoviča, Caitlin Tucker Sorensen, Gašperja Trohe, Branislave Vičar in Alenke Koron v 4. delu opozorijo na prehod od etike užitka k potrošništvu ter od igrivega protikanoničnega pisanja do nacionalističnega programa 80. let, ki so ga zagovarjali slovenski pisatelji, mnogi med njimi nekdanji 68-letniki. Utopično uporniški duh neoavantgarde leta 68 je zamenjal retrogardizem z ambivalenco čezmerne identifikacije z državo. Nekdanji neoavantgardisti, ki so hoteli revolucionirati dramsko gledališče, so v 80-ih stopili v ugledne gledališke institucije. Upodobitve maja 68 v slovenski literaturi kažejo, da je dogodek v primerjavi s Francijo pri nas spodbudil šibek sprotni ali naknadni odziv. 5. del s prispevki Emiljana Alessandronija, Izabele Rakar, Charlesa Sabatosa in Mateja Kolombija predstavlja študije primerov literature teh obdobij iz vzhodne in zahodne Evrope. Z vidika materialistične dialektike se transformacijska prizadevanja neoavantgarde izkažejo za zgolj formalna in estetska. Medtem ko je zahodno-nemška neoavantgarda 60. let nihala med politizacijo umetnosti in eksperimentom, se je postmoderna poezija zatekla k avantgardnim postopkom, političnost pa le evocirala. Češke in slovaške besedne umetnine v tako imenovani normalizaciji, to je obdobju po zatrtju praške pomladi po leta 1968, so stopale v sodobno svetovno literaturo zaradi medijsko zanimive tematike, to je življenje za železno zaveso. Češki disidenti so se na obnovo režima v 70-ih odzvali s politično pobudo za vzporedno državo civilne družbe. Prvotno pluralistična zamisel paralelne polis se je med postsocialistično tranzicijo razkrojila na več nasprotujočih si vidikov. In za sklep, v monografiji med majem 68 in novembrom 89 smo poskusili razkriti dialektiko kontinuitete in diskontinuitete med obema obdobjema, kakor se kaže z vidikov literature, teorije in svetovnega sistema. Procesi, zgoščeni v letnicah 68 in 89, očitno določajo globalno današnjost, obenem pa nakazujejo, da jo je še vedno mogoče preseči.